Hej, aliens, kaj ste, kako ste? Jaz bom zdaj nekaj naredila. Meni je ta luč toliko močna in ne morem jo zmanjšati, če veste. Če spremljate moj kanal, veste, da ste luči ne morem zmanjšati. In zdaj bom nekaj čez vrgla in mi pa je samo napišite od spodaj, je bilo boljš prej, je boljš zdaj. I don't know. Tisto prej mi je toliko svetlo, tlele se mičkeno blaži ta svetloba, sam niti jaz ne vem, ali boljše ali slabše. Če ne vidite razlike, pa nič ni treba reči. Anyway, imam svojo roza kavo, ker mi je mičkan dan že energija zmanjkala, tako da cheers, pa ne imate videti kavo, če imate cheers. Danes vas čaka video, ki ste ga izglasovali. Anyway, dragi moji alieni, v ta video gremo zelo hiter in sicer. A si že kdaj videl tega moškega? Je mogoče prišel naokrog v tvojih sanjah, se je mogoče pojavil, mogoče hengal zraven, te ustrašil, skar enkrat pogledal desno in je tam bil, a ti je mogoče kaj hudega naredil? Ti je mogoče pomagal na kakšen način? Če si ti eden izmed teh cvet, ki so ga kdaj v življenju videli, načeloma v sanjah, potem definitivno nisi edin. Do pred kratkim je veljalo, da je približno 2000 ljudi, ki so ga videli, ampak zdaj jih je že veliko več po celem svetu. In sklepam, da jih mora biti res veliko že zaradi tega, ker meni pišete moji sledilci in moji alieni in moji ljudi z Instagrama, da ste ga videli, tako da pa si ga mogoče videl v živo, pa mi pa definitivno piš, ker če si v živo videl tega človeka ali pa nekoga, ki misliš, da bi lahko bil on, pa smo pa sploh na eni zanimivi poti, bom pa povedala zakaj. Okidoki, najbrž vas vse zanima izvirna zgodba, odkje to sploh izvira, kdo je sploh pogruntal, da se en moški vsem v sanjah ponavlja. Leta 2006 je en moški hodil k psihiatru. Ena stvar, ki se je vsakič znova pojavljala v teh sešnih, je bilo to, da je on razlagal, da sanja v enem določenem moškem. Tega moškega je poskušal na nek način opisati, ampak na eni točki so se odločili, da ga je preprosto narisali. Skica je bila na papirju in to je bil pač tale moški. Ta psihiater je tisto sliko čist spontano lepo pustil tam na mizi. Imel pa jasno še druge svoje paciente. Naslednjič prišla ena druga pacientka, je gledala to sliko in je rekla tako, damn, jaz v sanjah videvam tega moškega. In se je ta cikel sprožil, no, kdo je ta človek in zakaj ga že dve naključne osebe v zelo kratkem času videvata. Potem pa so razni psihiatri od naokrog med sabo povezani kolegi zbrali 9 skic moškega, enega in istega, ki ga vsi te pacienti videvajo. Ne, da je med njimi neka korelacija ali pa povezava, ni je, ampak preprosto vsi so videvali isto osebo. Tak zase je narisal in ko so dali te skice skupaj, so izgledale takole. In rečeno je tudi pri vseh teh osebah to, da te osebe niso nikdar videli v živo, se pravi je preprosto nek produkt domišljije oziroma sanj. Če boste po temu videu želeli še ful več vedeti o temu moškemu, pejte na website, ki ga bom v bistvu linkala spodaj, reče se This Man website, torej ta moški. To ti moški. To ti moški. To ti moškarac. In pa tudi še ni najden njegov dvojček v resničnem življenju, umišljen v smislu, da ni očitno nekdo, ki bi dejansko živel in obstajal. Na to, da je čisto neraziskan in nejasen pojem vse, kar lahko govorimo v povezavi z toti moškim, je to, da govorimo o teorijah zarote. Prvič, a se spomnite videa o Mandela efektu? Tukaj bi lahko šlo za nekaj podobnega in sicer nek zmoten, napačen kolektiven spomin. Imamo nekaj v glavi, ne vemo zakaj, je pa napačno. Mandela, basically. Druga teorija zarote, moram reči, me malo zabava in namreč ne bi bil to obraz stvarnika samega. Upam, da smo naredili ono musko začeti. Damn, stvarnik sveta in vsega živega in vesoljstva, zakaj bi izbral ta obraz? You can do better, I think. Pa recimo, če povemo, kakor ponovadi Biblija govori kao, to je en izmed mnogih obrazov, v katerih se nam misteriozno prikazuje v redu, ampak še zmeraj lahko bi izbral kaj bolj prijetnega. This one is scary. Sam meni tak precej simetričen obraz, se pravi, če ga na pol prerežeš kar na obeh stranih enak, pa vsi vemo, da to sploh ni možno. Posledično velja za to teorijo zarote, ker je religiozna, bi mogli te sanje jemati smrtno resno. In karkoli se že zgodi povezavi z njim, karkoli ti on pove in karkoli naredi, mora biti zelo, zelo pomembno, to ni kar neki pol. Naslednja teorija zarote je tako imenovana Dream Surfer teorija, mogoče najbolj znana, pa verjetno obenem najmanj znanstveno izpiljena, potrjena in kakorkoli podprta. Ta teorija je meni osebno zanimiva in sicer kot Dream Surfer v tem primeru naj bi bil resničen živ moški, ki bi bil živ tako kot jaz ali pa ti.
ampak bi imel sposobnost se premikanja po sanjah ljudi. Si predstavljaš to, kakor je najbolj nerealno in tudi najbolj scary. Predstavljaj si, da potem, ko ti sanjaš in v sanjah vidiš škole pred sabo en obraz in si misliš, sanjam, whatever, ampak da bi bil to en reden človek, se je odločil tisto noč prije tvoje sanje. Ampak glede na to, koliko ljudi je že videli, ima res veliko željo skakati po sanjah. Mogoče bi kdaj moje prijatelje, ki so res odštekane. Po mojem jih je ven zbežal. Tukaj se nekako razdelijo mnenja in eni ljudje rečejo, da mislijo, da zgleda točno tako, kot v živo zgleda tudi v sanjah, eni pa mislijo, da v sanjah prevzame drugo obliko, se pravi v živo je verjetno čisto drugačen, kot pa ta njegova pojavna entiteta v sanjah. Naslednja teorija zarote reče se ji psihosociološka teorija zarote in je mogoče tudi najbolj realistična. In sicer začelo se je preprosto, začelo se je za eno sliko, za eno idejo, s tem, da ga je nekdo narisal, nekdo je rekel, jaz sem pa to videl. In potem je videl še nekdo in nekako imel približno, da je nekaj podobnega videl, nekako mu je bilo znano in potem je on tudi dobil občutek, da ga je videl in ti si dobil občutek in tretji dobil občutek in kar naenkrat je že povsod na internetu in na 9gagu in bog ve kje vse, Facebook, Instagram, YouTube, logično. In kar naenkrat imajo vsi občutek, da so ga že videli, nek kolektiven občutek, mogoče bolj splošen kot kar konkreten. V tem primeru mi pišite oni, ki ste mi že pisali, da ste ga videli, napišite, ali ste ga videli v nulo, tacga, ali ste malo zmedeni, ali je bil tak, ali večkrat razložite. To ful lahko povežem s svojimi lucidnimi sanjami, to so sanje, ki jih lahko nadzoruješ in lahko se sam zavestno odločiš iti v take sanje. Eni potrebujejo za to mesece, jaz recimo, če bi se danes odločila iti v lucidne sanje, bi verjetno že danes šla v lucidne sanje. Jaz recimo samo štejem prste na rokah v nedogled in potem po noč prvič, ko v sanjah pride roka pred mojo glavo, naprimer dojamem, ker dobim tisti preblisk, cel dan sem štela prsti in poj kar naenkrat sem v lucidnih sanjah. Hočem reči, da se psiha ful lahko poveže s tem, kaj dejansko želiš prenesti tudi v nočni svet in točno to se lahko zgodi s tem človekom. Nekdo fulno odpade, moj bog, ko si ga videvajo, le kakšen je in si ga zapomniš, pa sploh ima tako zrcalno črno-belo sliko, ki se nekako zažre v spomin in po mojem, da je to zelo velika verjetnost, da se prenese potem v sanje in imaš občutek, jaz ga tudi sanjam. En fun fact v mojih sanjah, da osebe, v katerih sanjam, imajo čisto drugačno faco od tega, kdo dejansko so. Recimo, jaz točno vem, da sanjam o svoji najboljši prijateljici ali pa o nekom s komor sem ali pa o mojem očetu ali pa karkoli, ampak faco ima pa čisto drugo. Ali ima faco od ene čisto tretje osebe, ki jo dejansko poznam, ali pa ima izmišljeno faco, ali pa sploh ne vidim in so meglene in nimam pojma, kakšna je bila, sam vem, da ni bila taka, kot bi mogla biti. Andrea Natella je italijanski moški sociolog in obenem profesionalec za marketing in to že veliko pove. Oseba, ki je vzpostavil to This Man web page in tu ta zadnja sploh ni teorija zarote, ampak mogoče dokaj logična razlaga, ker se je on odločil začeti oglaševati This Man tega moškega. On proizvaja art tak ful čudaški, tega se zdaj ful več pojavlja. Tak, ali da je res čudaški, ali je politično malo sporen, ali pa je pornografija. In to so stvari, ki palijo in stvari, ki se prodajo, ker ta moški prav tako pač nek produkt tega. Potem je pa še ena razlaga, da naj bi, mislim, da šele v prihodnosti prišel ven film This Man in je to v bistvu samo ta webpage in vse to skupaj samo podpora za promocijo in tako naprej. Ampak, če ima kdo od vas ali pa da jih bo imel ful zgodbico, da dejansko njega sanjali, preden so ga najdeli na internetu ali kaj takega, imel to pa spravili spet nazaj v dvome. Preden zaključim s tem videom, mogoče samo še 3 zgodbice oziroma 3 pripovedi, kako so ga doživljali v sanjah. Prva ženska piše, da se je zaljubila vanga na prvi pogled v sanjah. In vsakič, ko se zbudi, je tako, what the heck, tip res ni lep. Ona napiše, da je grd. In imel je ful romantične geste in kupoval je rož in ful lepo je delal z njo in v sanjih vsakič znova se je napolno zaljubila vanga. Še ena ženska je ful dobro napisala, tako dolga pripoved, ampak je pa ful bežala pred njemu, ker končno nikamor več ni mogla, se je zagozila v eni vele blagovnici in on prišel do njej in je pokazal pravo pot, kako zbežati iz tega labirinta tam. In takrat naprej vsakič, ko ga vidi v sanjah, v bistvu ji on pokaže pravo pot. In pa zadnja je pa predvsem, da moški, ker napiše, da nikdar ni imel homoseksualnih nagnjenj, ampak s tem moškim pa ima konstantno take sanje in dejansko se zbudi zadovoljen in srečen. In pa če nič mu ni jasen, ampak it is what it is. Večinoma dejansko, kar sem brala, imajo vesele sanje v povezavi z njemu. Valjda vi mi napišite, če sem imeli kakšne izkušnje.
Alien mam out, pridni bote, aj čau, se vidimo kmalu, bye bye, mua.